Ja, kaj ste to kot? Ob 10. obletnici festivala smo izdali knjigo o festivalu in o tem, kaj se dogaja ob takem festivalu. Zakaj je tak festival? Pa tako je tudi tako narejeno, da so različni avtorji pisali, tako kot so pri arhitekturi različni arhitekti predstavljeni. In pa so noter še tele. Veš, ko imamo še en projekt, to so taki listki vstavljeni noter, to je zgodba razumeti arhitekturo, ki pa delamo študenti. Zato ti to sem ti zdaj zato prinesla, že je tako fajn. Kakšna je podoba arhitekture, ko jo opredeliš skozi likovno teorijo, skozi zgodovino arhitekture in tako jo narediš iz nje likovno podobo. In to s Švenkom razvijamo v delavnici že nekako 6 ali 7 let na faksu. Mislim, pa kva se ti vse ne greš. Pa če imam ful časa. Kaj? Imam ful časa. Čez vse teče enako. Nekaj grabač. Vesna Matej, ko je to? Tle so pa izjave noter, to sem zato prinesla, ker sem ti hotela prebrati, ker verjetno bomo prišla na to temo, ker sem ti hotela prebrati, kaj ljudje povejo, ko pridejo iz ogleda ene hiše. Ker smo nekaj časa smo delali anketo, in so take ful luštne, čakaj ti preberem. Tako en otrok, star 10, najprej ena mama, veš pa tako, pa novinarka, pa filozof, pa tako, Čakaj, ta je pa bibliotekarka. Recimo, bibliotekarka, ki je naša obiskovalka, prav. Hišo sem prišla pogledat zaradi Irvinovih okvirov, ki so takoj privabili mojo pozornost. Zanimam se za umetnost in sem želela slišati zgodbo o nastanku te posebnosti na fasadi. To je to pa UKC-ju? Ja. Pa druga. To je pa Adam, ki je bil star 10 let. V tej hiši so mi zelo všeč zanimive luči, pa tudi terasa. Nekako se mi dozdeva, kot da sem v pragozdu. In tiste žabice ob ribniku me pomirjajo. Čakaj, to imaš? To so zbrani, mi anketiramo obiskovalce, zakaj hodijo, pa kaj to jim to pomeni, pa tako. No, tako da pač tle vrsta stvari, tako da lahko malo za inspiracijo. Ampak to ste zdaj samo enkrat izdali, ali? Ja, to je ob 10. obletnici, smo pač, kako hočem ti reči, izdaja knjige brez subvencije, agencije za knjigo je za zasebni zavod, kar podvig. Ja, no to verjamem. A to so pa subvencionirali, ne? To smo s faksom skupaj naredili, in faks založba izdala. Pa ZRC Sazur, ne, filozofsko, se piše. A vi že snemate? Ja, že skozi. Vedno, ker to je vedno najbolj zanimivo to, ker se prej pogovarjaš. Prej se sploh začne. No, dovoljen, da to objavite. Ne, se to, da je dol padlo, bomo že zrezali, ampak drug pa ne. Ne, kaj so že govorile? Ne, da bomo vsake 10 let lahko izdamo knjigo. Po mojem. Več ne. A veš, kaj je to? Kaj bi rekel, no? A kaj bi rekel, kaj je to? To se zdaj tako počutim, kot pri psihiatru. Test. Planica. Ok. Ne? Ta objekt, ja, to centralni objekt. To ja, pa ja, ampak manjka pa ključna poteza, da bi jo prepoznal. Aha, ok. Če bi jaz hotel, da je to planica, bi nekje imel... Še, ja, kar... V redu, ja, jaz razumem, bi nekje imel še... Bi nekje imel še... to. Ja. Kaj pa je to? Ta pa res za psihiatra.
To pa vem, kaj je. To je pa tle, cukrarna. Ne, to je pa gospodarska zbornica. A ni cukrarna? Nisem pomislila, da bi lahko to testi za arhitekte. Ja, tam imaš to stopnišče, pa z veliko stekla. Pa Ja, ni mogoče take oblike, ampak sem mislil, da je nekdo poabstrahiral. Zelo abstrahirano. Ta pa je z tvojega področja. Računalniški. Ja, to je nek pixel art, ampak ne vem pa, kaj bi... Piše gor, Rcero. Učna pot, Rcero. Smeti. Kaj smeti? Kako jih nalagamo in odlagamo in enkrat bo game over. Aha, ok. Tetris ste tle naredili. Ja, ne mi, to so to del. Ja, ampak pač, ja. To se mi zdela zelo duhovita. Ja. To je to? Slovenski Frangeri. Muzej Šalamonova knjižnica, veš, muzej tlele, ki je na Cankarjevi. Aha. Nisem bil še noter, mogoče zato ne prepoznam, ampak dejansko mi ne. Cela knjižnica je preseljena, cela njegova osebna knjižnica je preseljena tukaj na Cankarjevo. A to je to, ki sta Dekleva? Dekleva Gregorič delala, pa so kar Janja Pak te luči gor. Ja. Lep prostor. Nisem še bil. Se je bila že večkrat odprta, ni bila? No, moram enkrat. Me jezike toliko malo potegnem pogledati. Tudi mene, ker imamo toliko malo hiš odprtih. Kaj? Me jezi. Kako to misliš? Ne, nimate malo hiš odprtih. Ne, ampak dejansko malo, ker en dan mi gre skoraj vedno za kaj pri meni, vsaj pol naslednji dan, recimo zdaj nazadnje sem šel, kam sem že šel? Tudi v ta primorski konc. To sem šel pogledati, ki je pa tudi nagrado dobila od Vesne, pa še ta drugo, ki jo je gospa kar sama prenavljala. Ja. Pa že več pa že težko. 4 oglede na dan lahko narediš. Ja. Če si zelo organiziran. Če si zelo organiziran, ja, tako je. Sej dejansko tako vsak let na lokacijah srečujem tako v bistvu zelo iste ljudi, ker očitno nas zelo iste stvari zanimajo in zelo velikokrat se zgodi, da pridejo recimo na mojo bajto, pa se srečamo pa naslednji dan še na kakšnih drugih. Da imate iste poti. Ja, tako je. Da vas iste stvari zanimajo. Tako je. Tako da se že kar poznamo. Res prav komično. Mene je zadnjič ustavila ženska na cesti in rekla, od odprtih hiš vas poznam. Sem rekla, jaz tudi vas se mi zdite znana. Ja, seveda, imamo stalno občinstvo. Ja. Ena gospa hčerko zmer prihaja in pol vprašam, ste bliže kje, ker jaz na prvega pridem. Ja, sva bliže tam, zdaj sva sem prihiteli, pa imamo še tole in pol šibava še ne vem kam, tako da dejansko pošterja. Ja, če se odpelješ recimo na Gorenjsko, mi naredimo tako izlete, arhitekturnega tako narejen program, da si želimo, da se odpelješ v neko regijo in da lahko tam dopoldan nekaj pogledaš, se okrepčaš, in ker na prazno želodec gledati arhitekturo ni dober in greš pogledati še 2 objekte. Ampak to greš pa v drugo regijo? Lahko, ali pa ampak vse so, po 4 so v regiji, mislim, naredimo tako. No, ampak ta gospa je rekla, da je bila zjutraj, je bila ne vem kje, tle na Gorenjskem, pol je pa tam dol prihitela v Negoček, še kaj je že tam za en kraj, Prvi Pavino. Ja, no, ja. Kaj je? Še eno. Še malo, mislim, dobra je, super je, kaj je malo podaljšala. Zarjena. Jaz sem tistem not, jaz ne znam kave narediti, ker jo ne pijem, pa ne vem, kako se to dela. Okay. Sem jaz usedla lepo, zdaj pa začela. Ne, se to sva že tudi. Ja, se vem. Sem prej povedala, da od zdaj naprej lahko. Prej pa ne. Ne, to je vse.
Vidim, da se ti tako stol vrti. Tako, Ja, moram tako sedeti. moraš se boljše, mogoče malo bolj... Kam bližji, veš kaj, sem nemirna, sem nemirni duh. No. Ja, to pa vem, da si. In pa sem težko čist primir skozi in tudi noge ne znam nikamor dati. Okay. Tole, to ima. Ja, takole, to bo zdaj. No. Ja. Ok. Koliko smo delali, Juri? Jaz snimam. Snimaš, lahko pa kar začnem? Super, evo ne. Tle, ti imaš toliko aktivnosti, da sem si moral ene kar malo zapisati. Res. Ker sem ugotovil, da zdaj, ali se jih na pamet učim, sonetni venec, ali pa si vse malo zapišem. No. Me zanima, če si najdel vse. Recimo oziroma, katerim boš dal poudarek. Ja. V redu. Prav. Torej, moja današnja gostja je Lenka Kavčič. Zdaj, ne spomnim se mogoče čisto točno, koliko časa oziroma odkje se poznamo, ampak spomnim se, da ko sem se vrnil iz moje IT kariere nazaj v arhitekturo, je bila ena naša hiša zbrana za ta OHS festival, Odprte hiše Slovenije. Ne vem, če ni bila ravno naša domača. Ne? Domača. Ja. A je bila? Vaša domača hiša. No in takrat je nekako naneslo, da smo se spoznali, tako s tabo kot z Ano. Tako kot se v Sloveniji rad zgodi, smo pol ugotovili, da že odprej poznam vajni, kako se pa zdaj v tem primeru to reče, ne moram reči slabši polovici, moški polovici. Partnerja, ja, tako, ja. Enega iz enega konca, enega iz drugega konca, tako da itak Slovenija je tako majhna, da se to redno dogaja. No in kar mi je bilo zanimivo, v tistih letih, ta prvih, se meni vedno zdel tako, da je Ana vedno zelo dominirala. Ti si bila nekako, sta bile sicer, kakor se reče po domače, kot rit pa srajca, povsod skupaj, ampak se mi zdel, da je ona zelo tako dominirala, vedno predstavitve pa to. In pol, ki je ona zamenjala kariero, sem mislil, Madonca, kaj bo pa zdaj z odprtim hišama, sploh še bo ali ne bo. Nisem bil čisto prepričan, no, ampak se je pol itak izkazalo, da to sem se maksimalno zmotil, zato ker ti ne, da si samo pol kar naenkrat se opregla pa potegnila voz, ampak se mi zdi, da si ga potegnila še z trojno brzino, kakor je prej tekel, več kot stopila v čevlje vodje in je to pol dobil sam še cel kup, ker naenkrat niso bile samo odprte hiše, ampak so bili še krajši festivali, pa daljši festivali, pa to, kar si zdaj rekla, evo pa še publikacija, pa še znotraj publikacije, ker se študenti greste v glavi, ker naenkrat toliko aktivnosti, da jih že jaz, pa mi je to domače področje, sploh težko spremljam. Ne? Tako da, Lenka, ti nisi pravzaprav samo organizatorica, oziroma direktorica zavoda Front, ki organizira odprte hiše, ampak se greš publicistiko, zbrskal sem, da si celo nekaj predavala pred časom, da si bila neka poddekanja, a to drži? Vse to drži. Da si, včasih ste ekskurzije organizirali, kar je bilo lepo in zdaj ni lepo, da jih ne več. Imamo že v planu, tukaj te bom kar prekinila takoj, imamo že v planu ekskurzije, bomo šli na Koroško. Super, še enkrat, to. Tam Koroška je druga. A ja, Koroško, nekje. Ja, Koroška je druga, tako da. Tako je. Potlej članica žiri, sem videl, da si tudi bila kar. Ena zelo pomembna vloga je bila, ko ste nekaj organizirali, arhitektura za mlade, zato ste celo neko medaljo dobili. Arhitektura in otroci. Ja, nekaj na to vižo. Ja. No, se pravi, še to. Še to. Poleg tega si imela eskapado, izlet v državno upravo, tudi kot sekretar. No, evo.
In še zasebno, pa še, no, verjetno sem tle še kaj pozabil, ampak Nabere se, a ne? nabere se. Nabere se. Ja, kakor komu, meni ne toliko. Tebi se je hiš nabrati. Ja. Zasebno pa še jadralka strastna. Tudi. Tudi, ne? Ja. Zdaj, kar nekaj časa sem rabil, da sem te prepričal, da sploh prideš sem. Prej si bila malo tako hesitant, da bi se sploh oglasila, ampak sem vesel za to še toliko bolj, da si kljub vsemu potlej popustila, pa tle prišla na ta pogovor. Nisem popustila, sem imela namen priti vedno, samo res je včasih si zaseden, a ne, z mislimi tudi, ne samo časovno, pa se mi zdi, da je fino, da je tak pogovor lahko bolj umirjen, da ni pod pritiskom, ker si bil zelo skrivnosten in nisi hotel povedati, o čem bova govorila. Govorila bova o vsem in pa, ko moraš govoriti o vsem, a ne, rabiš čas. Tako da danes sem si vzela čas za pogovor s teboj in sem zelo vesela in sem zelo tudi radovedna, kam naj bo pot ali pa načrti ali pa kam naj bodo misli zanesle. Ja. No, vesel sem tudi jaz, pa hvaležen, da si se oglasila, tako da zelo dobrodošla. Dejansko ne jemljem tega za samo po sebi pomembno, da bojo kar vsi prišli, ker se bom jaz mislil, ker to jaz nisem nek medij ali pa neki, to je meni res hobi. A ne? In mi je fajn, če pridejo ljudje, s katerimi vem, da se imam kaj meniti in da je kaj zanimivega, ampak če pa kdo reče, da ne, pa pač ne. Nalej. Ja. It's all okay. Ja. No, tako da, super. Zdaj, o čem? Jasno, tako, kot sem rekel, vsem. Pa mogoče, da ne skočiva takoj, ne, ker sva oba preveč v arhitekturi. Kaj, če bi na to jadranje šla? Dejva. Ja? Ja. Koliko vozlov znaš narediti? Vse. Vse? Znam najpomembnejšega. In to je? Pašnjak. Kjer je to? Kakšen je to? Zakaj je ta namenjen? To je samozatezni vozel, ki drži vedno. A jaz mislim, da mi boš dal zdaj vrvico, da ti ga pokažem. To sem jaz tudi mislil. In sem si vrvici pripravil, ampak sem jih pustil doma. No, samozatezni vozel, ki ga lahko z lahkoto z enim samim gibom razvežeš. Pašnjak. Ali kako si rekla? Ja. No, viš, ker jaz sem jadralski analfabet. Imel sem sicer tukaj par ljudi, ki to resno jadrajo, ampak to pa... No, s tem vozlom preživiš, enega rabaš. A res? No, to bom še danes večer bom Dvojna osmica. AI vprašal, da me nauči pašnjak narediti. No, boš pokazal, kako ti bo to on narisal. Tako je. Ne, v bistvu me pa zanima, vi dejansko, kot si mi pravila, jadrate že ful časa, praktično od like forever. Zelo radi. Pred carjem ali s carjem pol se to začelo, ali kako je to? Ne, jaz prvih 20 let svojega življenja nisem bila morski človek. Odkar sem spoznala svojega partnerja, pa smo vsi postali v bistvu neke take vrste amfibije, da znamo in pod vodo in nad vodo preživeti. In mi je bilo to res popolnoma odkritje novega sveta, ki mi je še vedno, res da zdaj mogoče jadramo, ne vem, bom rekla 20 let, še več jadramo, 30, ja. Zdaj ne smem preveč številk povedati, ker se vse sešteva pa odšteva. Skratka, veliko časa jadram. Pa se mi zdi, da vedno na novo odkrivam morje. Da morje nikoli se ti ne odpre in ga nikoli ne spoznaš do konca. Zato je mogoče tudi tako zelo lepo. Se pravi, kaj te pol pri tem najbolj privlači? Da je vedno na novo.
vedno na novo, ko izpluješ, greš vedno v neznano. Zaradi vremena ali zaradi? Čeprav voziš po istih poteh, mislim, a ne, nikoli ne stopiš v isto vodo, iste reke dvakrat. In pri morju je zagotovo to tudi tako. In odpreš jadra in veter te potisne novim dogodivščinam naproti. Zelo lepo. In to sta jadrala, ki sta se spoznala in pol s familijo tudi, z otroci? Z otroci od rojstva naprej. V času nosečnosti od rojstva naprej. Tako da tudi ona dva zdaj gresta rada. Za omejen čas, mi da so bile počasih na morju kar dalj časa, ampak še vedno imamo to eno tako skupno družinsko jadranje, razporejene vloge, kdo je kapitan. Kdo je kapitan? Car. Car je kapitan. To je tvoje ime zanj. Ja, no. Drugače imaš zelo lepo ime Igor. Ja. On je kapitan, jaz sem žena od palube. Aha. To pomeni, da opravljam vsa palubna dela. Ivana je hči zadolžena za privezovanje na obalo. Sin za sidranje, v bistvu pa tako je samo v teoriji, v praksi je pa drugače. To je tako kot tisti, ki so, kako že gre tisti štos, ki študenta na faksu prava vprašajo, kdo je šef doma. Pa reče, da je Jure mož, de facto pa žena. Aha. Tako je pri vas, kapitan je, da Jure je car, Igor, pardon. Ja. Ja, de facto pa ti komandiraš. Ne, tukaj res ne. Hotela sem reči, da pride do situacije, ko se morajo te vloge zamenjati, zato ker se nahajaš na drugem mestu barke in si nekje prisoten, ker moraš pač hitro odreagirati. Tako da plavamo na obalo tudi v dvojicah, a veš, kaj se moraš privezati. Trovez, varno sidranje na obalo pomeni, da imaš sidro v morju proti globoki vodi in se z krmo privežeš na obalo z 2 vrvema. Ja. In to je varen vez, ker vedno se moraš privezati za najhujši veter, tudi če se privezuješ v čisti bonaciji. Ok, ampak kaj in to plavate potlej, da se privežete? Ja, seveda. Aha. Z vrvjo v roki. Zdaj, vprosti, jaz, Ja. koliko sem rekel, sem čisti analfabet, kar se jadranja tiče. Si pa kdaj bil na jadrnici? Enkrat. Zamujaš ali pa ne, no. Ja. Vsak si sam izbira to, Ja. kam gre in v kaj se spušča. Tako da. No in kaj, dejansko pol pridete do tja, vržete sidro in potlej 2 plavate še na obalo, da vsak za svoj drevo? Najprej pri vetrni vozu, najprej moraš umiriti barko. Ja, vsak vržeš sidro in privežeš na eno točko barko, na obalo, se pravi, najdeš skalo, drevo, pogledaš vremensko napoved, koliko močno bo pihalo. Mi ne hodimo v marine, mi se damo na barko in smo 3 tedne samo na vodi, po določenih zalivih. Mislim, kupimo si kruh, tudi kruh smo si že pekli na barki. Tako, zelo sladko vodo si natočimo. Potem pa gremo in ni marine, ni tega vrveža. Ker je v bistvu to namen, da gremo stran od civilizacije. Se pravi, sploh ne hodite v marine? Ne. Bravo. In to, nikoli. Samo barko vzamemo iz marine in jo pripeljemo nazaj. To imate svojo barko ali kako? Nič več. Aha, imeli pa ste prav svojo? Skupaj še z enim. Točno, to si mi zanč omenila, da ste se zdaj znebili. In ne boste imeli več, ali? Da veš. Po mojem,
nikoli ne reči nikoli. Ja. Je pa se jadranje spremenilo, ker se je spremenilo vreme. Ja. In si zelo izpostavljen, zdaj, če govorimo, ne vem, tudi na Jadranski obali, na Jadranskem morju, so nepredvideni vetrovi, izredno hude nevihte in ni več tako, v bistvu moraš zelo dobro premisliti, kam greš, kako greš in zelo natančno poslušati vremenske napovedi. Pač, ne? Ker pridejo pijavice, pridejo nenadni udari, nevihte in tako no, si zelo povezan z naravo in odvisen od nje in se moraš znati pravilno odreagirati. Ja, seveda, to je. To so le, z naravo ni hec. Pa ste vedno jadrali samo tukaj po Hrvaški obali, ste šli tudi čekam? Ja, smo prišli do Grčije, smo potovali dol in gor, se pravi od Pule do skoraj do Krete, pa nazaj. Tako da, to so pa še druge izkušnje. Niva je pa prijel tako, kot nekaj napokajo otroke in grejo za 3 leta okoli sveta ali pa neki. Ne, ker naši otroci hodijo kar v normalne šole, pa hodijo s kolesom v šolo in imajo zadosti. Ne bi imela ti šolanja v kajuti, homeschooling. Ne vem, morda velikokrat vemo, da šola ni samo pridobivanje znanj, Ja, vse to vsi pravijo, kaj to naredijo. Da je življenje učenje in da verjetno, da so neke situacije, kjer ti znanje iz knjig se ti zdi preveč abstraktno. Mislim pa, da prava kombinacija obojega je potrebna, da bolje razumeš ali pa da se nekaj naučiš v tem času, ko hodiš v šolo. A je Igor kdaj zamikal, da bi kaj bolj ekstremenega naredil? Ne vem, zdaj sem glih bral, da bo ta moj sošolci srednje šole, Dan Lenart, šel v neki kadi 500 mil jadrati. Ja, Dan Lenart ima zelo zanimiv projekt. Ja, Blue, ne spomnim. Zelo zanimiv projekt, gre pa za projekt o ohranjanju morja. Ne? Ja. Mislim, da želje vedno so in sanje so vedno na mestu. Zdaj, Greta Thunberg, ki je jadrala čez Atlantik na vrh OZN, njeno potovanje, ki je bilo predstavljeno v dokumentarnem filmu, ni izgleda zelo navdihujoče na poti čez Atlantik. Tako da, pa še to, da je šlo že v to smer, ko je lažje, je bilo njeno zelo izzivalno. Kjer v smer je lažje? Meni se zdi, da nazaj. Nazaj je šla? Ja, v obe smeri, ona je šla v obe smeri, ker ne leti. Okay. Zaradi onesnaževanja. V redu. Ampak, kaj si mislila, da s tem, kar si rekla, da ni izgleda zelo navdihujoče? Mislim, da je zafrknen, ne? Ja. Atlantik je Atlantik, to si predstavljam, da ni hec. More je veliko, res veliko, in visoko, in globoko, in ni hec. Ko mogoče na enem trajektu tega ne občutiš. Ako na eni zelo veliki križar, ki tega tudi ne občutiš. V eni na jadrnici. No, jaz mislim, da povsod, vsaj kadar sem bil jaz kakorkoli na morju, sem vedno občutil, zato me tudi nič ne vleče to, ker tako, kot si rekla, to je taka masa. In sam, če pomisliš, da taka pest vode je 1 kila, se pravi, in takle valček jih ima 100. Voda ima moč, ja, to je neverjetno. Ja, to je tako da... Ja, jaz zelo spoštujem to, tako, zelo se, mi se mi zdi neverjetno lepo, narava, ta moč narave, ampak smo pa kot ljudje v primerjavi s tem zelo majhni, nemočni, si lahko vrhunski plavalec. Ne, to nima veze po moje, pa te, ker
Ja, mislim, to so take sile, da to... No, zato tudi me to ne vleče osebno. Pa še drugi razlogi. No. Ampak na zavestni ravni razumem ta stik s prvobitno naravo, pa z direktno naravo, pa sidranje v zalivčkih, pa nobenega okolja razen še 100 jadrnic, ki se tudi iz zalivčkih zasidrajo. Ne, pri nas ne, no. Vi najdete take, da ni. Ne bom odkrila vseh skrinjih kotičkov, ampak resnično mi imamo 2 ali pa 3 sosede, kar je v bistvu ničkanje fino, da imaš še koga, v primeru, da je kaj. Ampak ne, zato ker gremo na take kraje, ki niso na wish listah večine jadralcev, ki grejo, ne vem, po jadranski magistrali jadrati navzdol proti Dubrovniku. No, pol znate, veste, kje obvladate. Nekako smo se naučili teh letih. Nisem te mislil zdaj prosil za GPS koordinate, da bi to ujeter, čeprav tudi... Ne, nisem. Mi prijadramo tudi na Palagružo. Palagruža, veš? No, Palagruža svetilnik, ki je po pomoti prišel v jugoslovansko ozemlje, ker je bližje Italiji. Tam gor živita 2 svetilničarja, izmenično, mislim tako, 2 ekipi svetilničarjev, izmenično na 6 tednov se menjajo. In na Palagruži recimo ne moreš sidrati varno, lahko prideš samo na dnevni postanek. Čez noč je pa lahko zelo divje, smo probali. Zelo divje, kakšen sistem? Zato, ker je to dol je že odprto proti jugu, proti Otranskim vratom in zapiha veter in vetrovi pihajo in morje je visoko in tako da. Imate vsi te izpite pa to, ali kdo je? Kapitan ima izpit. Samo on ima izpit? Ja, jaz sem ga pa naredila z izkušnjami. Se to verjamem. Mogoče bi bilo res pametno, da bi ga šla zdaj tudi narediti, da bi imela certifikat, ampak nisem še. Ne rabim tega certifikata. Ja. Je bil pa seveda sem pol je bil vedno Igor zraven, ne? Ja. Čisto vedno, ja. Ja, sej, tudi ko gremo s prijatelji jadrata, ne, ima vsaka jadrnica enega z izpitom. Ja. Ne, se to verjamem, mislim, ti toliko znaš, da po moje tisti izpit je... Te ne more kaj blazno novega naučiti. Ne, je pa kljukica, ne, uradno, je pa uradno si certificiran, da znaš. Ja. Fair enough. Fair enough, ja, tako je. Sicer ampak veš, kako je to. Recimo, da grem jaz pa zdaj naredim ta izpit za čoln. Pa glih ne vem, komu bi se bolj zaupal, vse pa tebi. Ne, so nadgradili malo. Pa so. Ker nekaj časa je veljalo, da je bilo res banalno, kaj si naredil, pa si pol zapril že kar pa si lahko šel, ja. Ampak si ogrožal v prvi vrsti sebe. Zdaj so pa nadgradili, tako da imaš nekaj tudi praktičnega dela. Ne vem, ali je bolj prostovoljno ali ni, ne vem, če je obvezno, ampak imaš praktično jadranje, tako da recimo znaš dati jadra gor, pa da ne delaš to prvič. Ko greš na svoje. Ja, si predstavljam. Pa se verjetno to te, ki izdajajo jadrnice, so kaj pa tudi preverili, niso rekli, aj spet imaš, evo ti jadrnice. Pa se vi ne veste, kaj... Zdaj, če najameš plovilo, recimo najameš jadrnico v marini, je dovolj, da pokažeš izpit. In noben te ne bo vprašal, si že kdaj stopil na palubo? Ja, vprašajo, ampak... To je pa to. In pa ti zaupajo 100 jurjev vredno jadrnico. Saj daš... Kaj, kartica meni ne bo potegnila 100 jurjev, ker bom nekam... Neka zavarovanja imajo, ne vem. Ne vem, to je pač... V redu. Zdaj, ko smo bila pri izpitih, kaj je tebe na ta naš faks pognal? A to, se pravi, na arhitekturo? Ja.
To si bila že od nekdaj, da bo šla na arhitekturo, ali te je to kaj spodbudilo? Ali... Kakšna je bila spodbuda? Mislim, ja, kako si se odločila, da greš na arhitектuro? Že se sploh ne spomnim. Ne spomniš se. Kaj si imela prej, gimnazijo? Kakšno? Ja, jaz sem hodila v gimnazijo. Ja? In na koncu gimnazije se je bilo treba odločiti. Meni se je zdelo kar abstraktno to, ne? Da se bom odločila do konca življenja, kaj bom počela. Oziroma, kaj bom, ne, saj ni bilo tako, ampak tako, kaj, da študiraš, včasih je veljalo to, ne, da študiraš to, kar te zanima, ker se boš s tem ukvarjal celo življenje. Ne. Nekoč je bilo to. Ja, včasih je tako bilo, ja. Tako si se izučil za izdelovalca kočij in si pač delal kočije. Ja, si bil kovač, ne, si bil zdravnik. Ne. Tako da jaz sem še iz tiste dobe, ki je to veljalo, da ne vem, se odločiš. Prosim? Jaz tudi. Jaz sem iz tiste dobe, ki so nas vzgajali na ta način, da se odločiš za študij tisto, kar te zanima, da boš počel to celo življenje. Fajn je, da če te zanima, ker pri vsakem delu pride zraven še toliko drugih stvari, da vsaj ti 10%, 20%, kar ostane zares vsebinskega, da te zanima. Zato sem v bistvu verjetno si poiskala nekaj dost širokega, odprtega, kreativnega, ustvarjalnega, ker se nisem znala takrat zavezati točno temu, da bom gradila stavbe ali hiše ali arhitektura. Ne? Pa se dobro si bila, da si vedela, da je to toliko odprt študij, ker jaz takrat, ko sem se vpisal, nisem imel pojma, da je to toliko odprt študij. Ne bom pozabila, z Savinom Severjem smo se veliko družili, takrat, ko sem bila tudi mlajša in pol tekom vsega mojega študija in naprej življenja. In on je imel fajfo in je bil zelo tak pronicljiv in zanimiv sogovornik, tudi za eno najstnico, kakor sem bila takrat jaz. Rekel, kaj pa ti misliš delati v življenju? Sem rekla, jaz sem pa študirala arhitekturo. A ja, tako, še preden si študirala, ste se družili s Severjem? Ja. Okej, cool. No, in rekel, pa si ti nora. A veš, da je to boksarski ring. Še tipi težko preživijo. No, vsaj kak se vse. A si rekla, to je pa polka narejen zame? To takrat še nisem vedela. Tega takrat še nisem vedela, da je lahko tako bojevito. Ampak se mi je zdelo pa zanimivo. Tudi on se mi je zdel v tistih letih zelo zanimiv človek, z veliko respekta sem bila v njegovi družbi in mi je dal tak intriganten odgovor na to. Ne. V bistvu, mogoče me je še celo spodbudil, sprovociral. Da gremo pogledat ta boksarski ring. No. Zdaj smo pa tle. A se spomniš, koga si imela na spremcih? Profesorja se ne spominjam, spominjam se pa vprašanja. In? Ki je bilo, če bi lahko povedal, med drugim tudi, bilo jih je več, da ne bo zdaj izpadalo. Med drugim je bilo tudi vprašanje, če poznam inženirja Gruberja in kako je Gruber umrl. Dobro, da to niso mene vprašali. Kaj pa so tebe vprašali? Jaz se pa živo spomnim, mene je profesor Fedja Košir matrov, a bi naredil žičnico na Star grad v Kamniku, ali ne. A pro in kontra? Kaj bi jaz naredil? Jaz tam. Se mi ni dal kaj velik točk. Ne? Skoraj bi skozi to padel zaradi njega. Ja, je šel kar na knap. No in meni se takrat zazdelo zanimivo vprašanje. Gruber je kopal kanale, inženir je bil z vodo, se je ukvarjal, verjetno njegova smrt mogla biti intrigantska.
Ne? Okay. In sem rekla, utopil se je. In si zadela. Zadela sem v toliko, da nikoli niso pojasnili dejanski vzrok njegove smrti in da bi lahko bilo tudi to. Wow. No. Viš, to je pa ženska intuicija, se pravi. Jaz bi čez zmrznil, če bi to mene vprašal. Takrat nisem vedel, nekdo je Grubar, kamoli, kako je umrl. No, to je bila ena izmed Da bi si vprašanj. pa upal nekaj kar tako zmisliti, pa tudi ne bi takrat. Bil je sam poizkus Ja, interpretacije. idealno, sej super, če bi bil jaz zdaj v žiriji, ja, bi rekel, lej, da vidimo, kaj bo. Ne, niti ne bi sodil potem, ali je nekdo prav odgovoril ali ne, ampak da vidiš, kako odreagira na nekaj totalno. Tako, to je super, samo jaz bi po mojem res čez zmrznil. Pri kom pa si bila pol v seminarju? Si bila skozi Paristmo? Dobar, prvi letnik smo bili tako dodeljeni, ampak... Bila sem pa profesor Petru Gabrielčiču. Ok. Pride v ponedeljek. No. Tako dve, imaš tudi drugega profesorja Suhadolca Ja. na pogovoru. Tako da Ja, to smo imeli pa prejšnji teden. delaš zdaj tako cik-cak. Ne, to imam, Profesorji, ne, študentje, ne. profesorji, študentje. V resnici sem si to že skozi želel, sem rekel, moram malo tole zalaufati prej. Želel sem si narediti eno tako mini serijo s temi legendarnimi profesorji. Ne. In on, se pravi Suhi, pa Gabi, sta sigurno dva, ki se noč štejeta, pa zdaj upam, da se zmenim še z Alešem Vodopivcem, ki z mene sicer ni imel nič, ne, ker je prišel kasneje, ampak se pa prek Lena so to bližje prišla, tako da eni so mi pa žal že ušli. Ja. Ja, tako da nimaš kaj. Aha, in potem si bila že od prvega letnika ali skozi pa Ne, v prvem letniku sem bila pa profesorju v Cvirku, dodeljena. Aha, ja. Potem sem bila pa do konca študija pri profesor Petru Gabrielčiču. Dobro. In, kaj skiciraš? Ja, rada, Ja, rada. ti gre To mi dobro. je pa relativno. Mislim, a se dobro, a ti je všeč to, kar pride izpod tvojih rok? Saj veš, da je človek sam do sebe zelo zahteven. Ne? Verjetno. Si rečeš, to bi bilo lahko boljše. Ja. Meni se zdi skiciranje zanimivo, zato ker pač razumem, kaj gledam. Boljš razumem. Točno to. Oziroma, kaj vidim. Ne vem. V obe smeri gre, se pravi, da je dobro razumeti, kar gledaš, oziroma da je dobro videti, kar gledaš, in da je dobro gledati, kar vidiš večkrat. Zato so mi skicirke fine. Aha, Je se pa. pravi, dejansko to uporabljaš, Delam. živiš to. Delam, Bravo. Bravo. ampak jih ne kažem. Ne, sej, nisem mislil, da je tako. Ja. Ne. Ampak se pravi tako, ker ste na Jadranju ali pa če kam kaj potujete, tudi tako drugače. Ja, zelo Takrat radi. in Ja. dejansko pol kaj ne skiciraš. Pa Ja, pa tudi pišem zraven. ja. Kaj pa ostali pol te čas delajo? Ne vem, svoje stvari. Ne vem, Ni problem. To ni del dileme, kaj kdo dela, ker pač delamo, kar na Jadrnici imaš neskončno veliko časa. Na Jadrnici že, Ja. ampak se mi se tako, če potujete, kam A ja, tako. če potujemo. Ja. Ja, to so pa hitre skice. To mi je bilo dobro, ker je imel Domen Fras tisto razstavo in je tako dobro gremo. poimenoval. Ja, mi gremo, zdaj te ne bomo več čakali. Zato hodijo arhitekti skupaj na potovanje, da lahko. da razumejo drugega, koliko časa potrebujejo še za eno skico. Tako je. Tako. Aha, in pa si tudi pri Gabrielčiču diplomirala in Ja. se... Ja. Bil je fini profesor. si predstavljam. On je... Predvsem je dopuščal, kako bi rekla,
razumel je, da smo lahko sami vplivali na temo, ki jo je on dal, oziroma smo si jo zbrali pri seminarskem delu. Sicer se je pa verjetno delo na fakulteti zelo spremenilo od naših časov. In zdaj, če se pogovarjam s študenti, je dosti drugačen utrip, kot se ga jaz spominjam. Kar je logično in normalno. Ja, tako je. Ja.